Jaz ne vem, kje smo zadnjič ostali, če smo kje ostali, da bi morali zdaj napredovati. Ampak neodvisno od tega bi rad najprej vam priporočil v ogled serijo v 5 delih O.J. Serija, zdaj ne vem, bom imela še kaj več delov, dvomim. Zaenkrat jih ima 5, O.J. Made in America. To serijo priporočam zato, ker je izvrsten dokument in hkrati je izvrstna analiza nekega časa, ki se ga upravičeno tako imenujemo, ki predstavlja kontrarevolucijo, se pravi obdobja po letu 68 na grobo. Rečeno, dogaja se seveda v Ameriki, vendar je morda ravno zaradi tega, ker se dogaja v Ameriki tako dober dokument, ki vam skozi usodo O.J. Simpsona spregovori, kako so se spreminjali časi od takrat do danes in kako smo se počasi vsi skupaj pogrezali v svet, ki ga danes v glavnem ne razumemo in se nam morda celo spontano zdi, da je na primer boljši od tistih časov, ki smo jih doživeli mi, na primer smo bili vzgojeni v Jugoslaviji. Človeku se spontano zdi, da so današnji časi v mnogo čem boljši, da smo napredovali in danes boste hitro deležni zmerjanja in grobih napadov ljudi, ki bi zaslutili v vašem govorjenju, v vašem razmišljanju kakšno jugonostalgijo, kot se temu reče. Danes je med drugim sicer ne eksplicitno, ampak implicitno prepovedano govoriti o komunizmu, prepovedano je celo uporabljati besedo komunizem, oziroma če bi jo kdo uporabil, bi bil hitro deležen napadov, pokroviteljstva, mogoče celo kakšnih groženj, gotovo pa agresivnih odzivov ljudi, zagotovo. Kar je žalostno, zato ker to pomeni, dokazuje, da ljudje spontano cenzurirajo. Da ljudje spontano cenzurirajo drug drugega, oziroma tudi sami sebe. Če resno mislimo za demokracijo, potem ne bi smel nihče niti priti v skušnjavo, da bi razmišljal, o čem je dovoljeno razmišljati in o čem ne. Ampak te besede človek lahko uporablja ali pa ne. V demokraciji je dovoljeno misliti, o čemer hoče človek in kolikor hoče in na kakšen koli način hoče. In šele naknadno za nazaj se mu lahko dokazuje, da je prestopil kakšno mejo, pa bil in tako ga želil, ali pa kaj podobnega. Ne pa vnaprej. Ker to ne gre skupaj za idejo demokracije. Demokracija v tem smislu vse dovolja. Človek lahko reče karkoli, kadarkoli in komorkoli. In ta šele za nazaj lahko dokazuje, da je bil pri tem žaljivo ali pa kaj podobnega. Ne more pa vnaprej izključevati, o tej besedi pa ne bomo govorili, ali pa se ne sme govoriti, ali pa ne bi bilo prav, ali pa kaj podobnega. Tako nekaj tukaj, sam komentar. A ni tukaj tudi primerno vključiti tega, čemu bi jaz rekel, na nekaterih področjih diktatura politične korektnosti, kjer se določeni izrazi ne smejo uporabljati, in potem dejansko se tudi ne sme misliti. Se popolnoma strinjam. To je tipično moderni pojav, rekel ali pa moderni, sodobno, rečemo. Jaz to opažam, da je na nek način vedno več te cenzure, samo cenzure. Kar je osupljivo in
zvezi s tem je zanimivo, danes že klasično razmišljanje Noama Chomskega, razmišljanje, ki je staro že desetletja. Razmišljanje, ki artikulira zelo zanimivo razliko, drobno razliko o življenju ljudi v sodobnih demokratičnih občestvih in življenjem ljudi v totalitarnih režimih, recimo tako, kot je danes Severna Koreja, ali pa kot se je nekoč reklo, ali pa se še danes pravi za nazaj, za življenje v državah vzhodnega bloka, Sovjetski zvezi, tudi Jugoslaviji in podobno. Chomsky je zelo dobro artikuliral to razliko in rekel, v demokratičnih družbah, v družbah, v katerih so ljudje formalno svobodni, je v resnici njihova temeljna zmožnost. In to je zmožnost za razmišljanje bolj nadzorovana kot v totalitarnih režimih. Kar je kontraintuitivno, človek bi rekel, da je bilo ravno nasprotno. In seveda, do določene mere bi lahko razpravljali in polemizirali s to idejo, ampak samo do določene mere. Kajte, če dobro pomislite, Chomsky pravi takole, v totalitarnih režimih, v režimih, kjer oblast obvladuje ljudi s surovo silo, preprosto z vojsko, z obveščevalnimi agencijami, s policijo, z ovaduhi, se pravi dejansko z silo, je vsaj velika možnost, da zastopnikov oblasti ne bo zanimalo niti, o čem ljudje razmišljajo, ker jih tako ali pa tako obvladujejo silo. Seveda, mislim, da to ni absolutno res, kajti ravno v takih brutalnih režimih je oblast pogosto preganjala koga? Ja, ravno ljudi, ki so mislili, pisatelje, teoretike, znanstvenike in tako dalje. To pravi, vendarle ne drži absolutno, da recimo bi si lahko zamislili občestvo, znotraj katerega oblastnikov popolnoma nič ne bi zanimalo, kaj ljudje razmišljajo, o čem razmišljajo, koliko razmišljajo, kaj povedo in tako dalje. Beseda je, zato ker smo simbolna bitja, po definiciji nevarna vsakemu oblastnemu razmerju. Ni važno kje. Vsakemu oblastnemu razmerju. To ne pomeni samo oblastem, ki so formalno v neki državi na oblasti, dobesedno predsednik, skupščina, vojska, sodstvo in tako dalje. Ampak vsako oblastno razmerje, tam v tistem pomenu besede, s katerim se ukvarja Hegel, tudi za oblastne razmerje obstaja tudi med zakoncema, med zakonci, med otroki in starši, med učenci in učitelji. Za vsako oblastno razmerje je razmišljanje po definiciji nevarno. Zakaj? Zato, ker ljudje spontano, to je njihovi naravi, kot simbolna bitja, ko razmišljajo, prej ali slej, analizirajo tudi oblastna razmerja. Zato, ker čutijo oblast. Čutijo, da so podrejeni, čutijo, da so izkoriščani, čutijo, da se jim dogajajo krivice in tako dalje. Nemogoče je, da ljudje tega ne bi čutili. In nemogoče je, da ne bi o tem razmišljali. In seveda, čim ljudje o tem razmišljajo, so že nevarni, če lahko rečem. Se že v javnosti pojavi tisto, česar zastopniki oblasti, tisti, ki bi radi ohranili oblastne razmerje tako, kot so, ne bi radi. Vedno tako. Zato je vedno znova so vzgojni prijemi taki, da morajo biti otroci tiho. In ne obratno. Ne vem, če se je že kdaj zgodilo, lahko da se tudi je, da bi otroci rekli staršem,
naj bodo tiho. Ali pa da bi učenci učitelju rekli, naj bo tiho. Obratno pa drži, da učitelji rečejo učencem, recimo, naj bodo tiho. In če pogledate en tak tipičen razred, ne boste ugotovili, da so učenci pogosto dejansko zgolj tiho. Po drugi strani pa, pravi Chomsky, bolj ko je država svobodna, bolj ko je občestvo svobodno, več ko je demokracija, kot se temu reče, bolj je potrebno nadzorovanje tega, kar ljudje mislijo, oziroma o čemer bi lahko razmišljali. Ker ne uporabljate več grobe sile, ker ne smete, ker drugače niste demokratični. Ampak za ljudi velja isto, kot smo rekli zdaj, se pravi, bodo razmišljali. In če bodo razmišljali, potem bodo njihove misli šle zelo narazen, tega pa nočete. In zato je ta izraz, korektnost, politična korektnost, v resnici na nek način še bolj oblastna, ta izraz je še bolj oblasten kot groba uporaba sile. Kaj ti pri grobi uporabi sile sorazmerno zlahka pogruntaš, kaj smeš reči, pa kdaj, pa pred kom. In si takrat preprosto tiho, naprimer. Ko pa govorimo o korektnosti, pa v bistvu nikoli ne moreš natančno vedeti, kaj je korektno in kaj ni. Ali pa, kaj je danes korektno in še včeraj, recimo, je veljalo nasprotno. Ali pa kaj bo jutri korektno. Nikoli ne morate vedeti. Zato se morate nenehno samocenzurirati, nenehno se morate popravljati, nenehno morate slediti in ugotavljati, kaj se zdaj sme po ta novem reči in kaj se ne sme. Kaj je dobro, kaj ni dobro reči, kaj je koristno, kaj ni koristno. Tako da ja, v tem smislu se strinjam z vami, da je, seveda tudi se strinjam s tem, kar pravi Chomsky, ljudi, če hočete zastopati oblast, morate nadzorovati. Če jih ne morate z grobo silo, potem jih morate s tem, kar Chomsky imenuje manufacturing consent, se pravi, morate skrbeti za soglasja. Morate prek propagande, medijev in tako dalje poskušati doseči, da bodo ljudje, da se bodo strinjali. Vedno znova skušate doseči, da se s čim strinjajo. In najbolj osupljivo pa je, da to tudi deluje. Ljudje se res spontano so se pripravljeni strinjati. V vsakdanjem pogovarjanju, na cesti, na ulici, kjerkoli v knjižnici. Zelo hitro se strinjajo. In seveda, zdi se, da je to tudi zelo razumno, kajti če se z nekom strinjate, potem je pogovora zelo hitro konc. Nekdo nekaj reče, ti rečeš, se strinjam. Ok. Čisto nekaj drugega pa je polemizirati z nekom. Ja, to, kar si zdaj rekel, a veš, jaz pa drugo misel, jaz bi ti pa malo nasprotoval in tako dalje. Ok, torej gremo nazaj k temu, o čemer lahko dva polemizirata, mora biti tudi, oba morata nekaj ponujati za to. Recimo, ne more nekdo, ne vem, recimo, če dam zdaj konkretno vas, nekdo ne more kar kdorkoli z vami polemizirati. A ne, če ste dva, imate že neko dolžnost, da govorite o nečemu, o čemer za nekaj, kar ste se trudila, vedela ali karkoli. A veste, kaj mislim? Dolžnost je strukturno nujna. Je pa treba še nekaj reči. Namreč nevarnost je, da zdrsnete v eno obliko izključevanja, ne bom kakšne druge besede uporabil, v obliko izključevanja, če rečete, da nekdo ne more polemizirati z vami. Mislim, da je najprej treba reči, lahko ima vso pravico, ker živimo v demokratičnem občestvu, zdaj ali tudi more, se pravi, ali zna, ali je usposobljen, to je pa zdaj drugo vprašanje. Lahko da ne zna, lahko da ni usposobljen, ampak ima pa pravico. Ampak potem pa gremo v to, da se lahko potem kar vsi vsakemu vse vedo, ne? Pa prejmo na drugo skrajnost.
to ni samo nevarnost, ampak je dejansko tudi realnost, ki jo živimo. Je realnost, med drugim je gotovo to povezano z vzgajanjem. Z vzgajanjem dolžnosti, o kateri smo spregovorili. Če je moja dolžnost, da se usposobim, da bi z nekom polemiziral, potem recimo moram med drugim to knjig prebrati. Zdaj, če jaz to dolžnost zanemarim, se znajdemo v položajih, kakšni danes pogosto ljudje so. Namreč, ker nimate nobenega materiala pri roki, razen tega, ki ga seveda spontano vsakdo ima, to so pa mnenja, potem polemike izgledajo kako? Tako, da pač poskušate s svojimi mnenji nasprotovati, recimo znanstvenim trditvam, kaj je climate change. Ljudje, ki nasprotujejo znanstvenikom, ki govorijo o podnebnih spremembah, nimajo v rokah absolutno nobenega argumenta, razen svojega mnenja. Mnenje pa zgleda ponovadi tako, da človek reče, ja, jaz se pa ne strinjam, da obstaja podnebne spremembe. Potem reče nekdo, recimo znanstvenik, ok, ne strinjaš se, torej imaš gotovo kakšne argumente za svojo trditev, na kar človek reče, ne, ampak moje mnenje je pač, da to ni res. In proti temu pravzaprav ne moreš nič, ne? Če ti nekdo reče, da je to njegovo mnenje, da je tako njegovo mnenje, ti sicer rečeš, ja, ampak to mnenje ni preverjeno, ni preizkušeno, medtem ko so znanstvena spoznanja eksperimentalno, logično, matematično in tudi drugače preverjena, dokazana, preizkušena, 1000-krat kontrolirana in tako dalje, medtem ko je tvoje mnenje, je prvič zgolj tvoje, vprašanje je, če je tudi od soseda, je zgolj tvoje, drugič je zgolj anekdotsko. Ti si do tega mnenja prišel najverjetneje po naključju ali pa s pomočjo ene same izkušnje, ali pa tudi, če jih je bilo 10, ampak tega mnenja nisi nikoli rigorozno preveril. Ne logično, ne matematično, ne eksperimentalno, na noben način ga nisi preveril. Razen morda svojo izkušnjo, ampak vemo, kako to poteka. Človek preverja s svojimi izkušnjami, svoje mnenja tako, da jih poskuša vedno znova potrditi in pri tem skrajno selektiven. Skrajno selektiven je. Človekova zavest uporablja samo tiste dokaze, ki potrjujejo to, kar nekdo trdi. Medtem ko znanost pa deluje ravno po nasprotnem principu. Znanost prvič mora biti nevtralna, se pravi, mene kot znanstvenika ne zanima, ali je dejstvo, da se povečuje temperatura v ozračju nekaj dobrega ali ni. Jaz ne smem navijati ne za eno, ne za drugo. Jaz moram zgolj hladno z napravami, najbolje to z napravami, ugotoviti, koliko molekul CO2 na milijon molekul je. In potem, ko to zmerim, dam še kolego, pa rečem ti, daj še ti preveri, ker jaz sem lahko subjektivno pristranski, mogoče sem se zmotil in potem temu se reče peer review. In drugi, kolega recimo, je pravzaprav na nek način, na ravni znanosti, je pravzaprav moj sovražnik. Jaz ne pričakujem od kolega znanstvenika, da bo moj prijatelj. Ti preveri, ampak daj tako preveri, da bom jaz imel prav, a veš, ker mi dva sva prijatelja, daj no. Ne! Jaz pričakujem, da me bo sesul v sončni prah, ker je to za oba dobro. Jaz pričakujem, da me bo... To je klasičen argument, ki ga je razvil recimo Karl Raimund Popper. To je ad rem, ne? Ad personam, ne? Absolutno. Absolutno, seveda. Mi dva sva zgolj pač dva posameznika, pri čemer ni pomembno, kako izgledava, sva prijatelja, sva ljubimca, sva sovražnika, ni pomembno. Pomembno je samo, kaj bo naprava pokazala. In pomembno je samo, da znava s tisto napravo upravljati, tako je treba. In pomembno je samo ugotavljanje, a se je kdo zmotil. In če se je kdo zmotil, ima drugi absolutno pravico reči, lej, zmotil si se, tukaj je namest plus, v tej enačbi je minus, zmotil si se, hvala, se reče. V vsakdanjem življenju pa ne. Ko operiramo z mnenji, pa spontano težimo k temu, da iščemo tiste ljudi, ki podpirajo naša mnenja, a ne da je tako, kot sem jaz rekel, ja. To je popolnoma drugačen način razmišljanja. Zato ne more imeti ta drugi v vsakdanjem življenju
nobene znanstvene vrednosti, ker deluje po popolnoma drugačnih principih in teži k drugačnemu cilju. Ko zagovarjamo mnenja, težimo k temu, da bi našli čim več somišljenikov, ko se gremo znanost. Nas ne zanima, a se z nami kdo strinja ali pa nobeden. Nas zanima samo, kaj je res. Ali je 400 molekul CO2 na milijon, a jih je 399. Če imam dobro napravo, mi bo dala odgovor. Pa če se cel svet s tem ne strinja, me ne briga. Zato je zame recimo grozljivo, to ste gotovo velikokrat že slišali, ko uporabljajo kot da je argument 97% znanstvenikov se, ni pomembno. Tudi če se noben ne bi strinjal, če naprava kaže 400 je 400. Pa če vsi zemljani na tem svetu halucinirajo, pa rečejo, da je 500. Še hujša manipulacija je, ko naredijo mediji anketo javnega mnenja in rečejo, 99% jih verjame, da je tako. Ja, to imam jaz tudi. Da antibiotiki recimo škodujejo. Naprimer, ja. Ja, pa da je cepljenje, ne vem. Anket za Likovič primer, ne? No, to bi morali v osnovi diskvalificirati. V osnovi. To se sploh ne bi smelo zgoditi, pravzaprav. Ampak glede na to, da ljudje večina niso znanstveniki, kako sploh potem pristopa do tega problema, da imajo ljudje navadni mnenja in da se o njih tudi pogovarjajo in da preko teh mnenj se vzdržujejo oblastni dosi, klišeji, predsodki. V enem smislu bi seveda lahko, med drugim je tudi tale knjiga, ki zdaj tam kroži, temu namenjena. Ena ključnih idej, ki sem jo elaboriral v tej knjigi, je, da, in to je, zato je tudi tak podnaslov, kognitivna znanost v šoli za 21. stoletje. Moderna šola bi, po mojem mnenju, morala otroke sistematično od vrtca naprej usposabljati za znanstveni način razmišljanja. Po korakih. Sistematično vsak dan. Za znanstveni način razmišljanja. To je temeljna naloga šole v 21. stoletju, če ne vprašate. Za znanstveni način razmišljanja, ki je, torej dejansko je kritičen, je vse to, ko smo zdaj povedali, pa še kaj drugega. Šola bi morala to poslanstvo opravljati. Poslanstvo šole ne bi smelo biti kopičenje podatkov, ki se jih morajo otroci učiti na pamet. Poslanstvo, temeljno poslanstvo šole mora biti učiti mlade ljudi misliti in najbolj rigorozen način razmišljanja, najbolj natančen, najbolj precizen način razmišljanja je znanstveni način razmišljanja. To je nesporno res. Temeljni princip šolanja, takega šolanja, mora biti tisti, na katerem temelji znanost in to je metodološki dvom. Dokler ni nekaj dokazano, dvomim, da je nekaj res. In tisto, kar mora biti dokazano v znanosti velja, tisti, ki se s tem ukvarjate, veste, velja princip 4 devetic, kar pomeni, dokazano mora biti z verjetnostjo 99,99%. Če ste spremljali pred časom, ko so v Švici prek tega trkalnika skušali dokazati obstoj Higgsovega bozona, če ste kaj to spremljali, potem veste, kako velikansko število znanstvenikov je ogromno časa. A veste, kaj so delali v tem armadi oziroma te množici podatkov, ki so jih dobili? A veste, kaj je delalo ogromno znanstvenikov veliko časa? Odpravljali so, oziroma skozi razne sita, skozi razne statistične postopke, so odpravljali napake, se pravi, kot da bi odpravljali šum, da bi prišli nesporno. In to je zavzelo pravzaprav večji del celotnega postopka odkrivanja Higgsovega bozona. So bili postopki, torej, kako izčistiti podatke, da bodo nesporno objektivno resnični, da ni niti najmanjše možne napakice, preden so šli v javnost pa so rekli, ta delec, ki smo ga tam dokazali oziroma se je pojavil, je z verjetnostjo 99,99% Higgsov bozon. Nihče ni rekel, da je 100%. Ker je to tako neverjetno težko dokazati,
da pač dobro odstopimo za ta delček, ampak več pa ne. Več pa ne. Zato bi morali slaviti otroci znanost vsak dan in njihovi učitelji in njihovi vzgojitelji še pred tem. In to je tudi najboljša intelektualna obramba. Dvomim in imam pravico dvomiti, ne glede na to, kdo sem jaz in ne glede na to, kdo ste vi. Če trdite, da je danes, ne vem, oseba X naredila pač neko čudno potezo, zato, ker je včeraj bila polna luna, dvomim od tukaj pa do konca vesolja, če je treba, v to, kar trdite. Oziroma, imam pravico zahtevati, da mi dokažete na znanstveni način. Ne pa, da od mene pričakujete, da bom rekel, aha, a je včeraj polna luna, ja, se imaš prav. Kar ogromno ljudi naredi. Prosim. Ja, sem pa smo pa tukaj pri ljudeh, ki so težje vodljivi. In pa spet končamo pri eni veji oblasti, ki je dejansko šolanje. Pri ljudeh, ki so težje vodljivi, jaz sem zelo težko vodljiv. Oziroma, veste, jaz bi celo tako rekel. Ja. Kaj pa sploh piše, da jaz pristanem na to, da bi meni kdorkoli vodil, se bom kar sam. Oziroma ne. Če že govorimo o kakšnem vodenju, ker jaz sem, ne bi kar zdaj te besede zbrisal iz besednjaka, jaz sem za vodenje, ja. In sicer, na primer, za to, da me vodi, ali pa da me vodijo v življenju najvišji etični in moralni standardi. Jaz sem pozor za to. Ampak rekel sem standardi, rekel sem principi, ne ljudje. Zame je to, torej obstaja popolna ločnica. Meni vseeno, kdo se tukaj pojavi. Papež, ne vem, Donald Trump, ali pa meni vseeno kdo. Mene je nemogoče voditi. Čeprav hkrati, paradoksno, ja, me vodijo, celo zanj sem poslušal en pogovor, eno razpravo, eno debato, je tako Alain Badiou rekel, tako zelo preprosto, zelo, skoraj rekel, pogospodinsko, trivialno skoraj. Ampak izrekel je nekaj, kar je vredno vsega razmisleka. Je rekel, zakaj ne bi bilo na tem svetu več ljudi, ki jih v njihovem vsakdanjem delovanju vodi pogum. Ne ta ali on človek. Oziroma, zdaj, če smo pri tem, kar pravite, kaj pa je temeljni princip demokracije v stari Grčiji, kjer se ideja demokracije rodi? Zelo preprost. Pa po 2500 letih ni videti, da se je človeštvo od starih Grkov glede pojmovanja demokracije kaj naučilo. Temeljno poslanstvo, temeljna naloga demokratičnega delovanja ljudi ni oblast ljudstva. Ljudstvo ima oblast. Demokracija je vladavina ljudstva. Ravno nasprotno je res. Demokracija in vsa zasluga gre starim Grkom po svoji naravi pomeni omejevanje oblasti. To je demokracija. Nobeden ne vlada, tudi ljudstvo ne. Ampak je način vedenja posameznika, občestev zaradi mene, skupnosti, ki omejujejo vsaka možna oblastna razmerja. Oblastna razmerja med ljudmi so sicer, če vprašamo Hegla, torej, zdaj, mogoče ne bi ravno rekel, da so nujna, ampak zelo hitro se vzpostavljajo. Oblastne razmerja se zelo hitro vzpostavljajo, zelo hitro, ko sta dva človeka, se vzpostavi med njima razmerje, da je eden malo bolj neki, en pa malo manj. Ali pa en je malo bolj gor, en je pa malo manj. Zelo hitro. Zdaj, ali je to v človeški naravi? Je. Prav gotovo je. Če berete Hegla, tudi vidite, ugotovite, spoznate, zakaj je tako, kaj ti ljudje smo tako narejeni, kot bitja imaginarne simbolne, tam smo veliko ukvarjali, da mi potrebujemo, v bistvu, vsak človek potrebuje potrditev strani drugega. Te potrditve, potrjevanja, pa pravzaprav ne morate izsiliti. Na nek način ste na milost in nemilost prepuščeni drugemu,
ali vas bo prepoznal, ali vas bo spodbujal, vas bo nagrajeval, ali vas pa ne bo, pa hotel v žlici utopiti. Ampak to nič hudega. Če smo nagnjeni k oblastnim razmerjem, pravijo stari Grki, pa ravno tako zmoramo upirati se oblastnim razmerjem. Nobenega vodenja. In to je ena od osnovnih razsežnosti ideje komunizma. Torej, kje pa sploh piše in kdo je že dokazal, da ljudje nujno potrebujejo vodje? Jaz trdim ravno nasprotno. Odrasel, vzgojen v dolžnostih, ko smo začeli govoriti o njih, zrel človek ne rabi nobenega vodje. Ker ga vodi razum, ker ga vodi etika, ker ga vodijo principi, ker zna misliti. In samo zaradi mene po sili razmer je čist prav, kaj jaz vem, da obstaja v inštituciji, kjer sem zaposlen direktor, v redu, on je moj sodelavec. Upravlja svoje naloge, ki se imenuje direktorske naloge. Prav. Ampak on mene nikamor ne vodi. In v tem je mogoče ena velika zagata sodobnega življenja, v katerem se zdi, da ni treba, da smo v vsakdanjem življenju preveč natančni, preveč rigorozni, ampak se zdi ravno nasprotno, kot da je toleranca neskončno velika. Vsak ima svoje mnenje, vsak ima svoj način življenja, naj vsak sledi svojim sanjam in tako dalje. Ta neoliberalistični žargon nam pravzaprav pove ravno to. Pravzaprav nimate nobenih dolžnosti, o katerih smo začeli govoriti, ampak sledite svojemu srcu. Vse, če poslušate Novorek, jaz še nisem slišal kakšnega resnega, dobrega oglasa ali pa politično korektnega govora, ki bi se naslavljal na ljudi z sledite najvišjim moralnim principom. Berite Kantovo kritiko praktičnega uma ali pa metafiziko morale, pa se kaj naučite iz nje. Z tega še nisem slišal. Slišimo pa vse ostalo. Poskušajte obogateti, tekmovanje dobro, kompetitivnost je fajn, sledite svojim domišljijam, uresničujte svoje, ne vem, zatrte želje in tako naprej. Ja, to tudi Hitlerju rečete. A rečete tudi Hitlerju? Dragi Adolf, sledi svojim sanjam, naj se uresničijo tvoje najbolj skrite želje. Prosi, a rečete to Stalinu? Ne? Ampak, ko bo prvi praznik, ne vem, kdaj zdajle, boste verjetno dobili kakšno tako čestitko. Naj se uresničijo vse tvoje želje, tudi najbolj skrivne. A res? Ne? Samo je treba misliti. Torej, gotovo je klasično razmišljanje, klasično humanistično razmišljanje je natanko tako. Najprej so dolžnosti. Ampak ne ubogljivost. Dolžnosti, ki jih ima človek, naprimer, kot misleče bitje. Misli, to je prva dolžnost, če mene pravi, ne ubogaj. Ali pa pridem bod. Prva dolžnost, ki bi jo morali starši privzgojiti svojemu otroku, je misli, nauči se. Mi ti bomo pa pomagali, naprimer. In v šoli isto. Pogosto je dolžnost učencev zgolj ta, da so tiho. Ali pa učite se na pamet. Ne, mislite, tako kot je rekel Kant, pravzaprav jaz ne bi nič novega dodal, jaz mislim, da je to klasična misel, ki jo treba zgolj ponavljati. Razmišljajte, kolikor hočete in o čemer hočete, pa še to na glas povejte. A veste, in potem sledite ali pa najdete v kakšnih filmih ali pa romanih tudi, ali pa kaj sem, kakšnih Facebook straneh, sapere aude, koliko ljudi se je to naučilo, ta latinski izrek na pamet. Ampak ne razmišljajo, kaj to pomeni. Drznite si, ali tako kot bi rekel Alain Badiou, imejte jajca, bodite pogumni, povejte tisto, kar ste razmislili na glas v javnem prostoru, tudi če je za to treba plačati visoko ceno. Za Boga, sam še to, mi smo danes tukaj med drugim zato, ker so naši predniki marsikatero stvar si priborili za ceno, torej s krvjo so plačali.
Koliko smo mi hvaležni s našim prednikom, da ne binglamo še zdaj iz vej ali pa da ne živimo v jamah. Koliko ljudi je dejansko v zgodovini umrlo, boreč se za velike ideale, med drugim za idejo demokracije, da nismo mi danes tukaj sužni, da nas nimajo za govoreče orodje. To je zame eno od izhodišč, recimo, ne, vem, v šolah bi radi kaj, domovinsko vzgojo in tako naprej. Ne. Najprej je vzgoja za univerzalne, etične in moralne principe in način razmišljanja, ki se imenuje znanstveni. In če to bi, recimo, si predstavljali, ne, da dosežete ali pa da se to zgodi v malo večjem številu, veste, kakšni ljudje pridejo ven? Potem so pa to res vzgojeni ljudje, ki so samozavestni, ki jih ne morate voditi, ki imajo svojo hrbtenico, kot se reče, ki so pogumni, ki so pokončni. Zdaj ne mi pa nekdo reče, da si občestvo ne bi želelo takih ljudi. Najbrž se boste strinjali, da je kar fajn. S kom se raje družite? S človekom, ki zna misliti, ki je pokončen, ki je samozavesten, ki vas spoštuje, ki je poguman in tako dalje, ali z eno upogljivo, kaj elastika raztegljivo gmoto, ki se mu reče živo bitje, ki ne pa ima zapiha veter tja, pa gre tja, če pa zapiha tja, gre pa tja. A hoče takega človeka imeti za svojega prijatelja? Jaz upam, da ne. Ampak zdaj, če to prenesete na raven celotnega občestva in jih preštejete, onih prvih, ne mislim te onih prvih, ne, pa ugotovite neko zanimivo nesorazmerje. Zakaj jih ni več? Zakaj jih ni več, če se pa strinjamo, da je fajn in dobro in na celi črti sprejemljivo, da bi recimo vrtec in šola vzgajala, kot se reče, si to pravzaprav tudi piše, ne, za kritične državljane, samozavestne, ki spoštujejo za znanstveni način razmišljanja, ki mi rabimo znanstvenike, ker živimo v družbah znanja in samo znanje nas lahko popelje ne vem kaj. Fajn! Daj pa poglejmo empirijo, zakaj ni tega več? Kdo to blokira? Ker očitno, da samo od sebe se že ne. Prosim, vi ste hotel nekaj. Ja, v bistvu, bilo je nekaj menil. Zakaj taka gonja proti liberalizmom, pa pač označevanje z neo, ker v bistvu Hitler v končni fazi je produciral nacionalsocializem. Tako se imenoval, ja? Ok. Delavska stranka. Seveda, to delavska stranka, NSDAP, seveda. Nacionalsocializem. Ja, zdaj to je kompleks, to je veliko, tega veliko. To je besedno samo. Seveda, zdaj, to bi nas preveč, to bi nas daleč odpeljalo. Ne moramo tega niti načeti. Hitler je bil skrajni desničar. Če veste, on se je najprej, ta stranka je nastala kasneje, on je najprej postal član skrajno desničarske nacionalistične stranke, ki je takrat štela tam, ko je prišel iz zapora, ne, tam leta 23, 24, ko je začel po teh gostilnah hoditi, kjer so se zbirali, takrat je štela ta stranka 50 ljudi. Hitler je skozi to stranko, to je ultradesničarska stranka, zbudil pozornost svojimi nastopi po gostilnah, kjer so ti isti teh 50, ki jih je bil na začetku. To je usupljivo, če spremljate ta vzpon, število članov, recimo, njegove stranke je osupljiv, ampak to je zapletena zgodba. Še leta, a vi veste, da leta 1932, Hitler zgubi v predsedniški bitki s Hindenburgom. Hindenburg je bil takrat star že, mislim, da okrog 82 let. Dejansko še iz nekega prejšnjega stoletja človek, kot zastopnik, on je bil vojaški general, maršal celo, Hindenburg. On gladko porazi Hitlerja leta 32 na volitvah predsedniških. Manj kot leto dni pozneje je Hitler triumfalen. In v tem kratkem času dobi neverjetno podporo. A ste vedeli, da je
v tem času, se pravi od aprila leta 32 do januarja leta 33, še januarja leta 33 Hindenburg svari kot predsednik, svari ljudi okrog sebe, politike, parlament, naj za božjo voljo naredijo vse, da ne bo ta korporal, kot ga imenoval, ta desetar, avstrijski desetar, Hindenburga večkrat tako imenoval, postal kancler. Januarja leta 33, lepo vas prosim. A veste kaj, v tem istem času najvišji predstavniki oblasti v Nemčiji, če odštejemo Hindenburga, pa še ne par. A veste kaj pričakuje, veste zakaj Hitlerja podpirajo? Ne samo navadno ljudstvo, če lahko rečem. A veste kaj pričakujejo od njega? Zelo preprosto z eno besedo. To, kar imajo ljudje pogosto na ustih, imajo zelo radi, da bo naredil red. Januarja leta 1933 je Hitler človek v očeh velikanskega števila ljudi. Tisti, ki bo končno naredil red. In zdaj, sam še čist kratko, ker to so preveč zapletene zadeve, da bi se lotevali zdaj, ko pravite neoliberalizem. Seveda, to so oznake. Mene to kaj dosti ne zanima. To je še vedno kapitalizem. Meni je vse, kako se imenuje, to je kapitalizem. In ko govorimo o kapitalizmu, potem v osnovi moramo govoriti o principih, ki omogočajo, da kapitalizem sploh je to, kar pač je. Temeljni principi kapitalizma pa so prvič možnost, da ima nekdo kapital in možnost, da nekdo drugi, delavec, nima kapitala. Brez tega principa ni kapitalizma, tega nimate v feudalizmu. In delavec je po definiciji kapitalizma prisiljen, ker drugače ne more preživeti, prodajati svojo delovno silo, ker je to edini kapital, ki ga ima, ker ničesar drugega nima. Drugič, kapitalizem ne more obstajati, če ni tako dinamičen in produktiven in učinkovit, kot ga poznamo. Feudalizem v 1000 letih ni nakopičil milijoninko tega, kar je nakopičil kapitalizem v 250 letih, ker je drugačen sistem. Feudalizem je statičen. Feudalizem pravzaprav ne proizvaja tako rekoč ničesar. Zgolj preživlja se, obstaja. Kapitalizem pa po svoji naravi teži k več in ustvarja profite. Feudalizem ne ustvarja profitov. Morate govoriti o profitabilnosti v feudalizmu. V kapitalizmu pač. Sam sistem je tak, da teži k profitabilnosti oziroma kopičenju profitov. Zakaj ga napadamo? Zato, ker v kapitalizmu delavci nikoli, niti v slabi neskončnosti, ne morejo kopičiti kapitala. Zakaj? Ker so njihove osnovne pozicije, štartne pozicije, krivične, so bistveno slabše, so neprimerljivo slabše od lastnikov kapitala. Kapital se deduje, se prenaša. Kdo pa mislite, da bo dobil to, kar je danes v lasti Billa Gatesa? Jaz dvomim, da bo dal Rdečemu križu. Se pravi, se deduje. In vsaka generacija delavcev, otroci delavcev so v štartu neskončno zadaj za lastnike kapitala. In kapital se, kot sem prej poudaril, kopiči oziroma se koncentrira, kot pravi Marx, kar je seveda logično. Če imate kapital, ste zainteresirani, ne samo, da ga boste ohranili, da vam ga ne bo kdo vzel. Niste samo zainteresirani, da ga ne date nikomor, ker je vaš. Privatna lastnina. Vi ste zainteresirani po naravi samega kapitalizma, da ga imate zvečer večkrat zjutraj. In hopefully boste naredili vse, da se bo to tudi zgodilo. Zato vas niti približno ne zanima, kako je z delavci. Vas delavci ne zanimajo.
Se pravi, sistem je v osnovi krivičen, zato ga napadamo, no, na kratko. Marx je v bistvu pri privatni lastnini, Marx je rekel odprava dela, ker privatna lastnina in delitev dela sta eno isto, kakor sem razumel. In zdaj, da bi pa odpravili privatno lastnino, treba odpraviti delitev dela. Kaj v tem, ko to ni dobro jasno? Zdaj, to ni čist isto, ni čist isto, ampak ja, Marx je rekel tole. Dokler ne odpravite pogojev, ki sem jih ravno kar opisal, se pravi, če imate privatno lastnino in ste lastniki kapitala, potem ne obstaja način, čeprav, če poslušate Pikettyja recimo, on predlaga prerazporeditev bogatstva oziroma kapitala tako, da recimo predlaga progresivno obdavčenje lastnikov kapitala. Kar je krasna ideja, kar je super ideja. Samo vprašanje je, ali je izvedljiva. Kdo jo bo izvedel? Kdo bo progresivno obdavčil kapital, če pa je kapital močnejši od vsake vlade na tem svetu? Kdo? Se pravi, Marx govori o odpravi osnovnih, nepoštenih, izhodiščnih položajev, kar pomeni, da je lastnina, kapital. Treba je vedeti, kaj kapital je. Kapital ni samo denar. Kapital so ljudje. Kapital so medsebojni odnosi, v katere vstopajo ti ljudje, recimo na delovnih mestih. To je kapital. Se pravi, če hočete odpraviti privatno lastnino, potem morate misliti najprej. Popolnoma nov tip družbe. Ker v obstoječem svetu, v kapitalizmu, kakršen je, si nihče ne zna predstavljati, kako boste po mirni poti dosegli, da bodo korporacije, ki danes obvladujejo praktično ves kapital, kar pomeni tudi ljudi in njihove medsebojne odnose, njihove načine življenja in tako dalje, kako jih boste pripravili do tega, da se bodo temu odpovedali? Kako jih boste obdavčili? To so pravljice. Nihče nikomor, niti na misel ne pride, da bi poskušal, naprimer, pred časom, ne vem, lansko leto, pred lanskim, so razkrili novinarji, koliko 1000 milijard je v davčnih oazah po tem svetu. Zgodba je zelo preprosta. Če se ničkam potrudite, veste, kje so te davčne oaze, v katerih državah so, kdo je na oblasti v teh državah z imenom in priimkom, katere banke jih servisirajo, kdo je lastnik tega denarja, ki je v tistih bankah in kaj se zgodi? Absolutno nič. To pravi, tako kot cesarjevih novih oblačilih. Če bi mačkam poenostavil, vsi vemo, kje to je, vsi vemo, da ni prav, da je tam ta kapital naložen, oziroma denar, in kaj se zgodi? Nič. Zakaj? Zato, ker v resnici nikomor ni v interesu, da bi se to zgodilo. Morda je meni, ali pa tebi, ali pa nam, ali mi smo nepomembni, ker smo šibki, in zadeva se bo vrtela naprej. Zapravi, Marx govori o novem tipu družbe, ki enostavno ne temelji na teh strukturnih principih. Tako kot feudalizem ni primerljiv s kapitalizmom, ima popolnoma drugačno strukturo. In komunizem ima drugačno strukturo kot kapitalizem. To na kratko, ni pa seveda to isto. Delitev dela, če berete Marxa, in seveda, če ga berete veliko, ker je tudi veliko napisal, če ga berete do konca, kaj veste, Marx je imel med drugim tudi tole sjajno idejo. Meni blazno všeč. In je celo lahko mislite, v enem majhnem obsegu, morda celo živite, če imate to srečo, namreč, človek je generično bitje, pravi Marx. Človek je zmožen, vsak človek je zmožen veliko stvari narediti. Zmožen je misel, zmožen je to, je zmožen. Ok, namesto delitve dela oblikujmo občestvo, znotraj katerega bo, in to je tista luštna ideja, pravi Marx, bo človek, zjutraj bo, ne vem, ribaril, popoldne bo kave in gojil paradižnike, zvečer bo pa filozofiral. Ali pa tudi ne, pač različno, Zdaj, to ne bo delitev dela, ampak bo uresničevanje človekovih generičnih potencialov, ki jih imajo. Kapitalizem
človekove številne generične potencijale skrči, kot se temu danes reče, na kaj? Na kompetence. Ne? Kapital zanimajo 3 vaše kompetence, nič drugega. To, da znate vi zraven še na violino igrati, pa Marksa berete, pa da znate še kritično misliti, je lahko kvečemu cokla. Ne? Kar reče, a veš, tako kot v enem filmu, ki je Modern Times, ne? Ko Charlie Chaplin, to smo že danes nekaj želeli, ko obrača s tistimi velikimi napravami, orodji, kaj je njegovo delo, ne? Obračati nek vijak nekje, pač stroj. Ne? Potem, ko je malca, ne? Ko obrača tisto ne vem koliko časa, po svetu takole hodi, pa še naprej maha z rokami. Delavec je skrčen, po definiciji, mora biti skrčen v kapitalizmu, na tole majhno število kompetenc. In potem zraven priheftajo še vseživljenjsko izobraževanje, ampak zelo jasno povejo, vseživljenjsko izobraževanje takole. Bog vari pa malo desno, pa malo levo, ker to je pa izguba časa. Ok, zdaj ste vi hotel še pa ura. Vprašal bi nekaj, sicer prej ste omenili ravno specialce na vsebino vaše knjige. Problem kupičenja, faktografije in tak dalje. Vendar po drugi strani pa se bojim, da prihajamo v to fazo, oziroma smo že, da enostavno je to izgovor, da se ničesar praktično več ne uči. In zdaj bom čisto tako po domači rekel, če vi ne bi prebrali 500 knjig, bi bilo hudo slabo zdaj v to vaše predavanje, ker bi enostavno bi nam ne prinesli nič kaj. Pomeni, ste morali neki kvantum znanja, na vas recimo, nek kvantum znanja sprejeti in ga poosebiti, da ga lahko predate naprej. Zdaj, če tega ne bi bilo, potem praktično pomeni, da in je morda to način te družbe, tega sistema, da ljudje čim manj faktografirajo neke stvari, ker ti potem bojo res enostavno usmerjeni, potrošniško usmerjeni, skratka, ničesar ne bodo vedeli po domače rečeno, ali pa bodo tako malo vedeli, ali pa samo tisto, kar nekdo hoče. Tako da je ta teza o prevelikem ali pa premajhnem faktografiranju zelo taka diskutabilna. Vsaj dame je meni, no. Ok. V določeni meri se strinjam s tem, v določeni meri. Ta knjiga je nastala med drugim tudi zato, ker je v zadnjih, mogoče res zadnjih 20 letih, naprimer nekje od leta 1998, ko se nekaj zgodi na področju nevroznanosti, preiskovanja človekovih možganov, lahko rečemo, takrat se nekaj zgodi, da lahko govorimo o eni taki revoluciji zadnjih 20 let, šele zadnjih 20 let. Govorimo o eni revoluciji v nevroznanosti. Ker je seveda to itak popisano v knjigi, pa še v drugih 500, ki jih tle zgolj navajam, bi rekel samo tole. Temeljno spoznanje o delovanju možganov zadnjih 20 let je, a veste katero? Prvič, da človekovi možgani niso narejeni za shranjevanje podatkov, čeprav jih lahko shranjuje, gigantsko kapaciteto, spominsko. Ok, to je prvi droben obrat, kar pomeni, da možgani izjemno selekcionirajo senzorični input. Ko rečem izjemno, to pomeni do 85% informacij zavrnejo na vhodu. Sploh ne pridejo do dolgoročnega spominja, nič ne shranjujejo. To je ena zadeva. Kar seveda že pomeni neposredne implikacije za šolsko delo. Vi nalagate s ta veliko lopato informacije v možgane, možgani jih pa pri vhodu selekcionirajo. Kaj ste naredili? Ja, nič. Ok? Zato tudi raziskave potrjujejo, čez nek določen čas, posebej treba, da so to raziskave, vsak dove iz svoje izkušnje, čez nek določen čas, krivulja retencije je zelo jasna. Takole dol gre. Približno 30% informacij se bo ohranilo
tisto, kar ste sploh sprejeli in se naučili doma, drdrali toliko časa, da ste pretvorili v dolgoročni spomin, potem je pa ta spomin razpadel. Zato, ker ste se lotili na napačen način shranjevanja podatkov, kaj ti možgani jih sicer shranjujejo, samo če se lotite na ta način, pač ne. Treba se lotiti z druge plati, potem pa shranijo, ogromno shranijo. Zdaj, prva zadeva. Druga zadeva, temeljne zmožnosti možganov sploh niso memorirane, pa priklic, ampak metakognicija. Da ne bom predolg, zdaj pa to združimo. Pa imamo en razred, kjer se učijo memorirati podatke, bla, 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 bla. Zaradi mene imajo na koncu lahko vsi 5, čez 2 leti so pa itak 3/4 pozabili. Pa imamo pa eksperimentalno, pa imamo pa kontrolno skupino, kjer se pa lotimo po drugih principih. Iste vsebine. Nič drugače. Razen način, pristop bo drugačen. Kako? Ker vemo, kako delujejo možgani, bomo rekli takole, dragi otroci, nič si ne bomo mi na suho, kot se reče, poskušali zapomniti, ampak bomo raziskovali. Meni vseeno, danes bomo raziskovali svet živali, jutri bomo svet planetov, pojutrišnjem pa kvantni svet. Ni važno. Raziskovali ga bomo. Pa se pa lahko navežem na to, kar ste vi na začetku omenili. Seveda, ko pa vi na ta način, omenili ste mene, ko se jaz prebijam skozi 500 knjig na raziskovalen način, jaz jih naberem, bla, 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 tukaj sem poznal, bla, 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 delam tako. Ko ste se pa lotili branja 500 knjig na ta način, raziskovalni način, pustimo zdaj detalje, da predelešim, možgani pjevajoči skladiščijo podatke z veseljem. Zakaj? Ker imajo pomen. Kaj ti možgani hočejo zgodbo. Podatki so del zgodbe. Če imate pa vi samo podatke, pa nimate zgodbe. Možgani rečejo, pozabi. Malo schematično rečeno, ampak natanko tako je. Se pravi, ko vi osmislite, naprimer, berete Kanta, začnete s prolegomenom, meni vsem s čim začnete? Z metafizikom, ni važno. Ampak, kako je raziskovanje? Kako poteka raziskovanje? Ne tako, da se vi naučite, rečete prolegomena, no, že prolegomena je skrajšana, ker knjige čite uma, rečete, ne, bom jaz sam povzet, grem na Wikipedijo. Povzetek od povzetka skrčeno, prideš v šolo, no, Immanuel Kant, bla, 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 5. Pa ti kaj veš, kako je Kant živel, pa kdaj, pa kaj v njegovem očetu, pa o protestantizmu, pa uno, kako je... Ja, ne, tega nisem se naučil. Kako študij poteka? Vzamete Kanta. Pa najprej rečete, čakaj, prvič, mene pa zanima, kako je Kant živel. Aha, kdaj se je Kant rodil? Saj vemo, kdaj se je rodil. 1724. Naprimer, pogledamo na Wikipedijo in si to zapomnimo. Aha, to 18. stoletje. To je zanimivo obdobje bilo, 18. stoletje je francoska revolucija, kasneje nastala svetljenska filozofija. Aha, mogoče bi bilo pa treba še kaj v tem vedeti. Treba pogledati. A ja, v takem okolju živel. Aha, da bil pa Kantov oče, kakšne družine, na kje se je rodil sploh? Aha, v Königsbergu. Aha, vse življenje tam že. Aha, njegov oče je bil pa duhovnik, protestantski. Aha, kakšne vzgoje je bil pa Kant deležen. Kako je potekala protestantska vzgoja otrok, recimo leta 1724, pa 25, pa 26. A kaj vemo o tem? Huge, ogromno vemo. Imamo kakšne filme? Imamo, pa imamo pogledati filme. In je minilo 10 ur, pa še ene strani nismo prebrali od Kanta. Ampak vemo pa o Kantu. Wow! Zdaj vzamemo eno knjigo in jo tudi imamo kam umestiti. Nimamo samo kosti, imamo tudi meso, kot se reče. In zdaj pa začne, lej, Kant se je lotil tega problema, saj ni čudno, bil je tako vzgojen, sploh pa v tistem času, protestantska etika, to je bilo, zanimivo, Nemčija, super, lej, čakaj, ni tam Martin Luther tudi nekoč živel, seveda, a je protestantizem se razvil v Nemčiji, ni se pa v Italiji, zakaj se pa v Nemčiji je, on živi v Nemčiji, v severni Nemčiji, a bi šli še malo pogledati zgodovino protestantizma nazaj, do Martina Luthera, zakaj pa ne?
A ja, se Kant je pravzaprav v nekem smislu dedič Martina Lutra, ki je bil tudi Nemec. Wow, zanimivo. A ja, zdaj pa jaz razumem, zakaj v metafiziki morale on pravi tisto. Zdaj pa jaz to razumem. On revaš v kontrolni skupini ali eksperimentalni, kjer je že, si pa sam zapomnil. Razume pa nič. No, mislim, da sem mačkan ilustriral. Hvala. Prosim, ja. Ne. Eno vprašanje, če se malo vrnem nazaj, če bi lahko malo bolj razdelali. Namreč zanimivo se mi zdaj, kaj ste pomenili o relaciji subjekta pa oblasti, ne? A bi lahko to malo bolj mogoče razdelati? Vse to je verjetno zelo kompleksna tema. Ampak po eni strani, torej, subjekt za svojo konstituiranje rabi neke vrste oblast, oziroma rabi nekega drugega zunaj sebe. Kako pa potem prvič vključiti subjekt, kakšne oblike oblasti, družbene strukture sploh je mogoče vključiti nek zrel subjekt, torej takšen, ki ga ne zahtevamo, da se podreja nekim, ne vem, osebam drugim ali pa nekim neumnim pravilom, arbitrarnim. Evo, da ima en intimen primer, tako rekoč. Kamil zdaj je prišel na misel, pred kratkim smo se pogovarjala z hčerko, starejšo, ki zdaj študira, dela magisterij, zdaj gre, zato sem prerekel, ker gre v Edinburgh nazaj gor na univerzo. In smo se pogovarjali o nekem dogodku, ko je bila ona stara tam 3-4 leta, nekaj takega je bilo. In jaz sem takrat vstajal, torej sem vozil otroke v vrtec in nekega dne, bilo je decembra, januarja, je ona se zamislila, da bo šla pa v kopalkah v vrtec. Zdaj, lahko spet naredimo tak droben miselni eksperiment. Imate eno družino, v kateri bi, na primer, oče, ko bi hčerka rekla, da odem pa jaz v kopalka, pa bi začela tam že iskati v omari kopalke, da se jih bo oblekla, bi ta oče rekel, ne boš šla, ker je zunaj mraz, ker je januar in tako naprej, se boš prehladila, oblekla boš tisto. Nekar bi ona začela pa ne, pa malce petati, pa kot se reče, tarmarit, on bi pa seveda uveljavil, kot se reče, očetovsko avtoriteto. Ne! Tako bo, ko sem jaz rekel, pa hiter, ker se mi mudi, bla, 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 in na koncu bi pač on svojo močjo, svojo silo, avtoriteto, karkoli že, dosegel, da bi se pač otrok verjetno v solzah, upirajoč, poln trme in jeze, ne vem, koga že, dal in bi dostavil pač otroka tam v vrtec. To je ena možnost. Je. Zastrigajte. Ok. Zdaj, izpadlo bo, kot da hvalim svoje vzgojne principe, ampak nočem tega početi. Za primerjavo pa vendarle. Kako sem se jaz tega lotil? Najprej sem tudi jaz rekel, zunaj je mraz, januar, v kopalkah ne hodimo januarja v teh krajih, na Karibih moj biti, v teh krajih pa ne, okrog. Ker prosto ni razumno, ker se dejansko prehladiš, pa imaš pa težave, pa ledvice, pa pa tretje. Na kar otrok reče, ja, jaz bi pa vseeno. Na kar jaz kot oče rečem, ok, a se mi dva lahko dogovoriva? A se lahko dogovoriva? Jaz predlagam takole. Ti oblečeš kopalke in je tvoja želja zadovoljena. Potem daš pa še čez ene bundo, pa ne vem kaj že, pa kapo, pa rokavice, pa je še moja, če lahko tako rečem, želja zadovoljena. In otrok reče, ja, in greva lepo veselo vrtec in 20 let pozneje, ko ta isti otrok študira na univerzi, nevroznanost in filozofijo in kognitivno znanost, se spominjava in ta mladenka zdaj reče, a veš, koliko je takrat meni to pomenilo, da si bil ti pripravljen z mano pogajati. Da nisi znoro, da nisi, ne vem, vsega vnega. To je droben primer, za katerega pa trdim, da je eden v množici primerov, ki lahko tvorijo recimo vzgojne postopke. Zakaj dajem prednost temu, ne pa onemu prvemu? Zato, ker je tudi otrok razumno bitje, s katerim se da pogovarjati, s katerim se da sporazumeti, ki zna misliti in tako dalje. In ni potrebe,
da bi človek, ne vem, uveljavljal, kot se temu reče, kot imajo starši radi, pa vzgojitelji imajo, pa učitelji imajo, pa šefi imajo radi, pa predsedniki imajo radi, pa ne vem, kdo vse rad uveljavil svojo avtoriteto, pol pa jamrajo, ne? Ja, danes ni več nobene avtoritete, mladina je čisto pobezlala in tako naprej. Ja, a si sploh zaslužite avtoriteto? S čim ste si jo pa zaslužili? Ali pa če hočete, morda ste jo kdaj imeli, zakaj ste jo pa izgubili? Kaj ste naredili, oziroma ste se vprašali, kaj ste naredili, da jo nimate več? Tudi, če ste jo kdaj imeli. Avtoriteto pridobivaš, trdim, s spoštovanjem drugega. Seveda, tle se strinjam z vami. Jasno, da potrebuje drugega. Otrok potrebuje starše. Gotovo! Gotovo so starši starejši, močnejši, večji in so dolžni skrbeti za otroka. Saj to je trivialno res. Gotovo je, da so tudi pametnejši in imajo več izkušenj, mislim, čudno bi bilo, če ne bi bilo tako. Vendar spet, kot sem prej rekel kolegu, tako starša kot otroka vodi isto. Ne, starši vodijo otroke. Oba vodi kaj? Ja, razum. Razum pa pravi, ok, imamo različne mnenje, različne interese, različne želje in tako naprej. Kaj je rešitev? Ja, sporazumiva se, probejva se sporazumeti. Kaj to pomeni? Ja, pogovarjajva se. Ti poveš svoje, jaz povem svoje. In če smo bili deležni še malo, in vedno smo seveda bili deležni še malo moralne vzgoje, etične vzgoje, potem je v osnovi, in to pri otroku zlahka tudi opazite, je vsakdo pripravljen kaj? Mal popustiti, mal odstopiti, ker to razum pravi, ker če boš trboglavil pri svojem, no boš prišel nikamor, to razum pravi. Da, pustimo zdaj Martina Lutra pa Sokrata, pa, ne? To razum pravi, to so se gane zdaj. To je moj odgovor. Eno pod vprašanje še na to. Kako pa to recimo aplicirati širše? Zdaj, nek podoben odnos kot starši ima tudi recimo država, svoje oblasti o zakonu. Ti zakoni tudi lahko delujejo skrajno tuje, človeku odtujujoče, skratka, lahko celo izključujejo človekov subjektivnost v tem smislu, da prelaga odgovornost na neko neimenovano avtoriteto. Kako pa na družbeni ravni to doseči? Namreč, jaz nisem prej želel, ste rekli, da sem trdil zagovarjati drugega, samo sprašujem se, kako to aplicirati, kako v družbi, ki je recimo, ne vem, prerešetana z zakonodajo, s predpisi, sploh uveljaviti možnost nekega subjekta, oziroma kakšno družbeno ureditev je možno tukaj uveljaviti, da bi se to lahko uveljaviti. Ko razmišljamo o komunistični ideji, vsi seveda tudi predstavljamo, kako bi bilo tako občestvo organizirano. Vse si moramo to predstavljati. Osnovna ideja, ki se mi zdi, da je dobra, da je produktivna, je tale. Se pravi, izhaja iz preprostega vprašanja. Ali se ljudje lahko organiziramo, prej sem govoril o dveh, en otrok pa en oče. Ali lahko isti princip prenesemo na večje okolje? Sveda, a se lahko organiziramo znotraj družine, a se lahko znotraj bloka, a se lahko znotraj mestne četrti itd. Ali se lahko organiziramo, tak poskus je pravzaprav bil, vem, da je klavrno propadlo, bil pa je v stari Jugi. Ideja samoupravljanja, če mene vprašate, je dobra. Ideja, pustimo zdaj, izvedemo tako, ampak ideja samoupravljanja, Kardeljeva ideja samoupravljanja, self-government. Ali lahko se organiziramo znotraj enega bloka, recimo, ki ima, ne, zaradi mene 500 prebivalcev, stolpnice, se ni važno. Lahko. Vstajajo formati, vstajajo načini, kako se ljudje organizirajo, se dobivajo, imajo sestanke, debatirajo in tako dalje. Nekaj tega pravim je bilo v tem samoupravljanju. In ali lahko take načine, formate pogovarjanja, reševanja sprotnih problemov in tako dalje, ali jih lahko razvijamo, recimo, zaradi mene, čisto eksperimentalno. Seveda, to ljudje delajo recimo na različnih seminarjih, psihologi imajo takih cel kup, kot skupinska dinamika, dela v majhnih skupinah in podobno. A lahko te principe
prenesel. Seveda lahko prenesel, a bi lahko imel vsak blok, vsaka mestna četrt. In tak format, ljudje se dobivajo, na mesec zvečer visijo pred televizijo, se dobijo za mene. A veste, elementi, drobci, da pač pobiramo, ne? Vaška skupnost. Ljudje so se dobili pod Vaško lipo zaradi mene, ali pa v gostilni, ali pa vem kje že, enkrat na vsake kvatre, in so prediskutirali, predebatirali, pustimo zdaj detajle, pa koliko jim je rata, govorimo o principih, o idejah, ne? Ali je bilo to že x-krat preizkušeno, ali obstajajo kooperacije na svetu. Seveda obstajajo kooperacije, ki šteje ogromno, Mandragora ima, mislim, da 60 000 zaposlenih ljudi, pazite, 60 000, pa to je ne tako pa Celje, ampak mislim, da ima manj. To je ena korporacija, deluje kot šus, že 70 let, kakor jaz tem. Ali obstaja veliko takih kooperacij, zadrug, vaških skupnosti in tako naprej. Ali to poznajo, recimo, tradicionalne družbe tisočletja nazaj? Seveda poznajo, antropologi so o tem napisali, kakor hočete literature. Se pravi, na kratko, ali imamo ideje, ali imamo znanje, ali vemo, ali... Kaj je to? Ne vem pa ni. Imamo. Ok? Se pravi, ni res, da nimamo znanja, ni res, da ne vemo, da ne poznamo, da tega ne počnemo v majhnih oblikah že zdaj, eksperimentalno, se učimo in tako dalje. Mene to ne skrbi. Mene skrbi, da bi se vrnil nazaj, k temu temeljnemu vprašanju, mene skrbi nekaj drugega. Mene skrbi, koliko imamo sploh še časa, glede na katastrofe, ki nas čakajo, vremenske in druge, koliko imamo časa in koliko, to je vprašanje, jaz nimam odgovora, zame je to vprašanje, koliko smo kot ljudje že otopeli, apatični in koliko smo se že vdali, da tako pač je, bolje ne bo nikoli, vse je mogoče nam pa ni tako hudega, pač ne živimo v Ugandi ali pa v Afganistanu, nam je kar fajn. To je zame bolj vprašanje. Ker ne vidim okrog sebe kakšne resne zainteresiranosti, recimo za resno razmišljanje o ideji komunizma. Jaz še nisem doživel v zadnjih nekaj letih, to je tudi napisal knjigo za slovom komunizem, da bi se bil sploh kdo pripravljen usest in razumno pogovarjati. Aha, ti napisal si knjigo za slovom komunizem, mene pa to zanima, sicer ne vem, bla, 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 kaj vem, ampak sem pa pripravljen poslušati, dajmo se pogovarjati. To je klasična ideja. Do Sokrata nazaj. Imamo problem. Prav. A si lahko vzamemo nekaj časa, jaz ne koliko, in se o njem pogovarjamo, da bomo prišli še lahko. Sokrata so pa o tem, vemo kako, a ne, postavili pred sodišče. Tle sem jaz bolj zaskrbljen. Koliko ta logika potrošniškega življenja v kapitalizmu, ki je za nekatere, za peščico ljudi, izjemno udobna. Za večino ni, za nekatere pa je. Koliko ni ta logika že tako močna, da ljudje nimamo ne volje, ne poguma, ne kaj se mi interesa, da bi sploh še hoteli stvari. Jaz ne vem, jaz ne trdim, da vem odgovor na to vprašanje. Sam pravim, da me skrbi. Velikrat se pogovarjamo o tem, kar je za možgane dobro, kdaj so možgani veseli, kaj je dobro za dušo. In tako se zdi, da je to zelo človeško, ampak če pa pogledaš po svetu, pa imaš občutek, da ravno nič od tega ni. Čeprav je na eni strani to tako blizu človeka. Ne? Torej morajo nujno delovati še ene druge sile. Poleg teh sil, če so možgani tako srečni, ko razmišljajo na tak kompleksen način, zakaj tega ni več? Torej, zakaj videti, kot da ravno drvimo popolnoma v nasprotno smer? Jaz bi še eno serijo kot referenco upeljal, če ste gledali, mislim, da je čisto preprosto naslov Vikingi. Vikingi, The Vikings. Ja, Vikingi. Kaj je tam meni pritegnilo pozornost? Vse, kot že ime pove, velik del časa kot gledalci preživimo v nekem majhni vasici, kjer pač ti vikingi živijo, ob enem fjordu, na koncu fjorda. Tista vasica šteje
kaj 200, ne vem, Vasilca, no, vse, majhna zadeva. In se mi zdi tako dobro je prikazano življenje, vse skupaj se dogaja tam nekje ob 9. stoletju, pred več kot 1000 leti. Življenje, ne, te vasi, kot so jo zgodovinari najbrž in drugi opisali, da so filmari potem to naredili. Kaj tam mene fasciniralo? Najbolj mi je fasciniralo to, kako so, pa niso bili vedno samo moški, ni bila samo moška dominanta, ni res. So imeli ženski izjemno vlogo, saj tako je prikazano, prosim, pustimo zdaj zgodovinske in empirične detalje, je tako res bilo ali ni bilo. Mene je fasciniralo torej, kako so se oni lotevali, ker je bilo treba preživeti. Življenje je bilo izjemno težko življenje, težko je bilo preživeti, umirali so bolezni in tako naprej, na veliko. Ampak kako so na nek način tičali skupaj, kako so vedno znova, kljub intrigam in spletkam in konfliktom in tudi to odštejmo, ampak vendarle, kako so vedno znova eno tako izjemno moč izražali, moč, torej samo skupaj lahko preživimo. Nič drugega, nič ne bi zdaj nadaljeval, koliko so bili vikingi potem osvajalski in kaj vse so naredili in tako naprej. Nič drugega, samo to me zanima, ta moč, ta volja, ta želja, samo skupaj. Dajmo sodelovati, dajmo premislimo, naredimo nekaj, pogovarjajmo se in tako naprej. Tega je veliko v tej seriji. Zdaj, jaz bi k temu vprašanju dal drugo vprašanje, namesto odgovora. Namreč, mi, ki smo zdaj tukaj, mi živimo sorazmerno udobna življenja. Sorazmerno udobna, nisem rekel, da so zelo udobna. Lahko da za koga tudi so, ampak sorazmerna pa gotovo so. In mi smo navajeni na določeno mero udobja, oziroma na to, da smo bolj ali manj, zavestno ali nezavedno, sprejeli en način razmišljanja, ki je zame katastrofa. In sicer, da ne samo ni potrebno znanstveno razmišljanje, tudi za humanistiko to velja enako. Danes je zelo pogosto slišati, da, ne vem, zakaj bi brali humanistične avtorje, recimo stare Grke. Danes se zdi, da je pomembno to, kar se je zgodilo danes. Mogoče še včeraj. Moje vprašanje je, kaj pa, če tudi to udobje, relativno udobje, prispeva k temu, kar se mi zdi, da je precej empirično navzoče. Namreč, da preprosto ni treba misliti. Da možganov, dobro, seveda, da še veri že, ampak ni treba več kot toliko sploh uporabljati. In če smo to sprejeli, koliko ljudi se danes hvali, jaz ne vem, če veste, tle smo zdaj v knjižnicah, po podatkih, ki so na Cobisu, v takih knjižnicah kot tale, v povprečju v enem letu en Slovenec si izposodi eno knjigo. To so podatki. Prosim. Približno 1,5 milijona je izposoj, pa rečemo, da je 1,5 milijona Slovencev, počtejmo dejenčke, pa približno. Eno knjigo v enem letu lepo sprosim, pa dobro, nekih je še kupijo, pa bla, 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 ampak vemo, če smo že bili pri tem, da največji del, ko bi se zelo fajn pogledati kdaj. A veste, katere knjige grejo najbolj v izposojo? Jaz nisem knjižiš, ampak vem, kaj to piše na Cobisu. Za otroke. Največ knjig preberejo, ki so jih sposodili njihovi starši v knjižnicah, se pravi Svetlana Makarovič, Desa Muk, Suhodolčan in tako naprej. Otroci! Kar pomeni, da za starejše še tisto 1 na leto se zmanjša, ker otroci jih 50, povprečje se deformirana je ta distribucija. Se pravi, lahko bi rekli na hitro, po podatkih iz javnih knjižnic, v povprečju en človek v Sloveniji eno knjigo ali manj na leto si sposodi. Ok, pa recimo da še eno kupi. Namesto,
če bi mene kdo kaj vprašal, da si to sposodi vsaj na teden. Kar bi pomenilo 52 knjig na leto. Ok, to bi bila spodobna številka za mene. Odkot zdaj raba možganov, če pa je nič kolikokrat dokazano, da je za možgane daleč najboljša hrana knjige. Prosim. Oprostite, a smem jaz vprašati, kaj pa vi mislite o tem eseju letošnjem, če lahko? Ja, o tem sem napisal že odgovor, na zamislih je. Aha, jaz pa nisem da zdaj v Sloveniji, pa lahko ti pravi. Se ni važno. V glavnem tam si lahko malo daljši odgovor, krajši, na hitro bi pa tole rekel. Jaz sem ga napisal potem, ko sem bil že kar malo besen. In zaradi enih in zaradi drugih. Namreč, jaz nisem ravno naklonjen principom, po katerih deluje naše šolstvo, tudi zato je tale knjiga nastala. In sam naslov, se pravi poskus samomora kot izhod ali pa kaj podobnega kot poskus izhoda iz sistema. Meni je to svoj vrsten izziv, zato sem tudi napisal, na zamislih je. Jaz pa tudi vem, ker sem pač tol časa že v šolstvu, kako šolstvo deluje. In tudi vem, kaj so morali mladi prebrati, katere knjige so morali prebrati, pa še ravno kar so najni otroci tudi prišli ven. Mlajša hčerka recimo je pred 1 letom pisala esej in vem tudi, se pravi, iz druge roke, če lahko rečem. To je obup. To je obup, prvič, kako jih pripravljajo skozi taka dela, ki jih pač morajo prebrati, ki niso del nobenega resnega raziskovalnega pristopa. Jaz vem, ker sem imel tudi sam priprave na maturo pred leti, ko sem bil na gimnaziji, jaz vem, kako to izgleda. Jaz vem, ko so me dijaki, prosim, govorim svoje izkušnje, ko so me dijaki prosili skoraj na kolenih in v solzah, gospod profesor, ni moramo maturo narediti, to pomeni straight tjale. Nič tja, pa nič tja. In sem imel jaz probleme. Vse veste, vse me poznate, ker moje priprave na maturo so bile, pa če bi še to pogledal, pa veste, pa pogremo tja, pa morbit bi še Antigono prebral. To ni treba, nikjer ne piše, da je treba. Ja vem, da ne piše, ampak bilo bi pa dobro. Ne, please. Takole so me prosili. In seveda, meni je jasno, čemu taka matura. Pustimo zdaj ta esej, je samo delček ene mašine, enega stroja, ki pomeni še več istega, ki pomeni kopičenje klišejev. Zato sem tudi napisal, ker tema bi utegnila biti izvrstna. Kajti Slovenci smo dejansko, vse to vemo, v vrhu vseh lestvic, zlasti pri starejših ljudeh, starejših od 65, po številu samomorov in vsaj v javnosti, pustimo strokovnjake, v javnosti se o tem govori čist premalo. Zakaj je tako? Zakaj nismo srečen narod? Zakaj Danci pravijo, da so? Mi pa capljamo tam nekje zadaj. To je nacionalna katastrofa, če mene vprašate. In enako velja za to drugo besedo iz eseja, se pravi sistem. Jasno je, da samomor ni izhod iz sistema, kjer bedak pa to verjame. Ampak beseda sistem, jaz sem dovolj star in vas tudi, da se dobro zavedam, dobro se spomnim leta 1988, 89, 90, 91, teh časov, ko je Juga razpadala in seveda, ko smo na veliko razmišljali, kaj bo zdaj, a bo vojna, a bo Slovenija samostojna ali ne, a bomo zdaj kar sprejeli kapitalizem z vsemi 4, a bomo kaj drugo. Takrat smo mi imeli vsaj utopično gledano, namenoma uporabljam to besedo, vsaj utopično gledano izvrstno priložnost, leta 91, da pokažemo celemu svetu dve zadevi. Jaz moram reči, da imam trpke spomine na to, tudi umrl bom verjetno z neko mero grenkobe. To
To mi je jasno, to priznam, ni težko priznati. Z neko mero grenkobe zato, ker vedno znova me vznemiri, ko se govori o nekdanjem komunizmu, ki to ni bil, ampak vseeno, tako se je reklo. Se praviloma govori o Sovjetski zvezi, praviloma, zlasti ameriški avtori, kot da Jugoslavija sploh ni bilo, ali pa se daje v isti koš. Jugoslavija niti približno ni bila Sovjetska zveza. Tudi če me v vrelem olju cvete, ne bom spremljal svojega mene. Jaz sem ga živel, jaz sem otrok socializma. Jugoslavija niti približno, niti oddaleč ni bila Nemška demokratična republika, ni bila Romunija, ni bila Sovjetska zveza, ni bila Albanija. In bila je edina država, katere voditelj je poskušal vsaj ustanoviti tretji blok gibanja neuvrščenih in ga je. In ga je. Ne levo, ne desno, tretji. O tem se svet danes sploh več ne govori. Kardel, poskusi samoupravljanja. Me ne bo nihče prepričal, da ni bila vsaj ideja self-government, kot se danes v žargonu celo uporablja ponekod, da ni bila dobra, ker je bila za Boga. In nekoč bomo spet, vsaj upam, če je še čas, razmišljali o tem, mogoče pa obstaja tudi kakšna oblika vladanja, oblasti, vladavine, kdo je nad nami, self-government, sami sebe, ok? Se pravi, imeli smo priložnost celemu svetu reči, tale naš sistem, ok, v mnogočem je zblojen, v redu, tole ne gre, to ne bo šlo nikamor, prav, ampak nekatere ideje so pa dovolj dobre, da mi ponudimo alternativo kapitalizmu. Pokazali so po bratu, ne, kapitalizem je najboljši, vemo, danes ga pa imamo. Ok, to je ena zadeva. In druga zadeva, a bomo morali, ok. Lih prav, no, ta druga zadeva je pa ta, da je sistem, govorimo o tej besedi, sistem, je mogoče po definiciji misliti, ne samo živeti, misliti. Tega sistema, kakršen danes nam tukaj vlada, ne mislimo, ampak smo vse bolj hlapci novemu gospodarju, ki je nekoč bil v Beogradu, zdaj pa v Bruslju že dolgo časa. In se spet uresničuje tisto, za hlapce smo rojeni, v hlapčevstvu živimo, pa zdi se, da še uživamo v tem. Ok, nadolgo je pa tam, nadaljujemo drugi, zdaj pa res moram imeti, ker ko sem že rekel.